Dober večer in lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj zaradi knjige, ki že z naslovom pove, da ne bo čisto običajna. Razočarane gospodinje pri seksologu. Z nami je njen avtor Roman Vodeb, psihoanalitik, terapevt in človek, ki je znan po tem, da stvari rad pove precej neposredno. In tudi danes bo verjetno tako. In Roman, dobrodošli, vabim kar na vaš prestol. Tokrat bova nekoliko zamenjali vloge, jaz bom izpraševala, on bo pa danes na psihoanalizi. Ni bo čisto. A tole dela? 1, 2, 3, pa ste razprši. Mislim, da se slišimo. Pa nisem. 1, 2, 3. Ja ne vem, a sem pržgal ali nisem. Ja, prej je delal, ne? Ja, sam sem vmes pržgal, ugasal eno uro. Ja, mogoče so se baterije spraznile, ampak Se ne bi baterija spraznila. seveda si lahko podajava tega. Varčen človek sem. Evo, sem varčen človek in mama me srad učila, mislim, kakar. Tako specifično pa imam tendenco varčnosti. Povej, Nik, imam tudi sina, sem tam, je lepko mami pa pametni kot fote. Kaj mi rodi moje zdaj? Roman, predlagam, da se midva kar usedeva in začneva o knjigi. Najprej, da se ustaviva kar pri prvem vtisu, pri naslovu knjige, ki je precej neposreden. Pa mi povejte za začetek, kaj ste na primer želeli s tem naslovom povedati, oziroma kakšen vtis mogoče zbuditi, občutek? Zdaj to že blagovna znamka, ker letos novembra, tam je tudi moj menedžer Toni Lamošek, bomo imeli 10. obletnico Razočarana gospodinja pri seksologu. Za ta brand, oziroma ta naslov je slišalo 200,000 ljudi. Ne vem, koliko smo cifra, smo zdaj Odiseja 11. april bo 460. predstava, ki smo skoraj že dali naslov, pa pol se rekel, dajmo se usmiliti, Urška pri seksologu, tržna nisa je to, ne. Ta naslov je bil najbolj udaren, najbolj se je prijel in jaz sem od založnika poskušal izsiliti ta naslov, on je imel neke druge ideje, intimne zgodbe, Slovenk, pa take mlačne vode, sem rekel, ne, tole bomo imeli. In me je poslušal, tudi štikli so prišli gor na mojo pobudo, oziroma jaz sem hotel eno blond glavo, tako do zabi, ampak je pa noge dal. Glejte, malo veste tole, da si jaz imel zaplete s Urško Klakočar-Zupančič in mi je podaljšala gledališko sezono za 100 predstav. In tisti, ki pravijo, da imamo mi ta naslov, da je to boljšega naslova, se ne bi dal najti. Razen, če bi Urška pri seksologu, da bi še bolj udarni. Povodni mož pa Urška pa to. Ne. Skratka, znam biti provokativen, naslov je udaren, pa udarna je to seksualnost, seksolog. Jaz tam na predstavi sem Sigmund Freudep, klon med Roman Vodeb in Sigmund Freud. In tole je 20-letna klinična praksa takšnih žensk, ki so neobičajne v seksualnem smislu, oziroma imamo prigode, ki so vredne zapisa, ki so zelo poučne. Jaz načeloma verjamem, da pišem težke knjige, tle so mi pa rekli, ne mi težiti s tistimi kvantnimi psihoanalitičnimi traktati, laično, da je to piše. In nisem to laično napisal, sem rekel, nič, jaz ne bi bil jaz, če ne bi še malo te kvantne psihoanalize dal in sem jo dal, naslov je udaren, nisem bil jaz tisti, ki želim, da si jaz gor na naslovnici, ampak pa je takole, pod Romasloju si niti ne upam jeti, ali potem po Metelkovi so me hoteli že nabutati. Ali pa tale glih moj, tale sin Nik, je rekel, oči, lej, fuck Vodeb, kot je že bil tam nek na Metelkovi. To sem šel tja, pa sem se smel, sam sin je pa trpel. Tako da sem prepoznan, naslov je udaren, tudi posvetila pišem, zdaj ne bom povedal, kaj sem njej napisal, da sem dal, se rekel, naj Mogoče kasneje, ja. prideva še do tja. Tako da mislim, da je res ta prav naslov. Ampak, če greva vseeno malo v globino, v njej so številne zgodbe, intimne zgodbe mnogih žensk. Kaj pa vas je v teh zgodbah najbolj presenetilo? Česar mogoče še vi niste pričakovali?
Si sploh ne upam povedati. Presenetila je me ženska pohota. Jaz nisem vedel, da so babe tudi pohotne. Si pa sploh ne želijo... Se pravi, moški niste, kako Ne, za moški seveda smo, ampak to smo mi sitna riba proti ženski pohoti. Mislim, zato ker, zdaj bi pa mogel 1 uro govoriti, ampak načeloma moški vemo, zdaj sem spet mislil svojega sina upeljati, ko bo mladi očka, pa je enkrat meni rekel, oče, jaz ne bi imel hčerke. Zakaj ne si pa hčerko želel? Rekel, se veš, pol ti vsak ne tegne, se veš, kak smo moški. Za moški veš, kak, sorry, nek. Ampak to je res, rekel, jaz si pa želel hčerke. Jaz sem si hčerke želel, pa sem pa 2 sinova dobil. Čeprav prvi sin je bil sin, sem si hotel hčerko, drugi je bil, pa sem rekel, imam raje sina, ki že vem, kako je. Ampak načeloma mi moški vemo, da je to ni tako enostavno imeti hčerko, ker pa enkrat je ne tegne, ne? Mislim, sorry, spravo horizontalo. Freud je želel vedeti, kako ženska uživa in je ugotovil, da njena želja je nezavedna. Ona si sploh ne želi, ne ve, kaj si želi. Ne? Pa si želimo moške, kakve moške. Zdaj vam tako Freudovsko povedal. Epicenter ženske želje je organ, ki njen na telesu manjka. Za te klobase pa ženska celega prasca vzame. Tu reče na predstavi Razočarana gospodinja pri seksologu, tam se to sme reči, se nasmejimo, ampak teoretsko po Freudu je to res tako. Epicenter ženske želje je organ, ki njen na telesu manjka. In ženska o tem načeloma nič ne ve. Ok, feminilne ženstvene ženske, take ženstvena ženska z željo, celo ozavešča to. Recimo, pri eni od teh knjig sem dal eni invalidni ženski zalektorirati. Pa sem rekel, mimogrede, če bi mi še izpolnila anketni vprašalnik o penisu, kako si ženska želi penis. Tule imam jaz knjigo, 8. poglavje, prvi spol, ta knjiga, ženske ste prvi spol, ker imamo prvi spol. 8. poglavje je penis in ženska želja. 15 let sem to pisal, 30 žensk se je razpisalo o želji po organu, ki njen na telesu manjka. No, in ta vsa invalidna, aseksualna navide se je rekla, to mi je težko priznati, da je to res. Ne, jaz si v bistvu želim biti, kako naj rečem, zamašeno. Ne. In v teh zgodbah, ne, tiste ženske, ki pridejo s večinoma seksualnimi problemi, jo moramo vprašati, kak je njen sex life, ali ga rada, zdaj bi mogel reči, pa je rekla, da rada ne teh oralne prakse, če rada počne, ne? Mislim, da ga radi fafate, od 1 do 10, koliko imate to? 13. Zaužen, rečem na odru, Razočarana gospodinja pri seksologu, ampak to so iskrene spovedi žensk in moja dodana vrednost v tem spoznanju v zadnjih preko 20 letih je, da ima ženske bolj nebrzdano pohoto kot moški, ker nimajo nadjaza. Nadjaz je super ego, se pravi inštanca, ki ročno zavoro zategne, ne? Da ti ne moreš prijatelji babe nategniti. Ne? Ženska se pa komod s tipom od svoje najboljše prijateljice ali pa s fotrom dol da, pa nič ne peče vest. Moški mu tudi ne ostane, ne. Zato, ker je kastratibilen, freudovsko se reče, se mu ga da odrezati, kdaj se pa porodi ideja dečku pri 3 letih, malemu tipu, kdaj dobi idejo, da njegov lulček postane razkočnica. Ne. Se pravi, ko ono zre anatomijo genitalij nasprotnega spola, deklice, on misli, da ima mamica pa deklica pa ženske lulčka. In pol vidi tist nič in ga je groza in on se vpraša, kdaj pa jaz lahko postanem ne cel, brez tega organa, takrat, ki si očetove žene želim. Ne? Se pravi, moje mamice. Mamica pa želja otrokovega življenja, ne? Otroštva, ultimativna želja, želja vse želja, želja po mamici. Zato je mamica prvi spol. In cel svet se vrti okrog mamica od očeta, okrog žensk. Vrtijo ga ženske, mi pa mislimo, da ga vrtijo, da ga mi vrtimo. In zato, da ti postaneš, ohranjaš tistega lulčka, si nehaš želeti svoje mamice. Ponotranjiš tabu in cesta, nisi fricl, pa tudi mi imamo te zgodbe. Jaz vam, ne vem, če v tej knjigi ni eksplicitno napisano, da se tudi ženska, deklice, pa celo je ena zgodba, Tonja,
kjer 2-3 leta masturbirala, pa si očeta dajala v fantazijo, ker je videla očeta pa mamico seksati. In mamica je bila na vrh, se pravi, diča, ono na konjiča in je tistega fotra jahala, ta mala je pa to gledala. Čist je bila zblojena. In jaz s hipnozo iščem, nič ne najdem, pa sem šel pa dnevnike brati. In sem ugotovil, da je ta mala masturbirala do orgazma od 8. do 12. leta in imela očeta v fantaziji. In njen seks life je bil čist zblojen. Ona se je dol dajala s očetovimi prijatelji, pa tako naprej. No, deček pa po notranji tabu incesta si neha želeti mamico in potem si želi sestrco, kot sem se jaz recimo, pa sosedovo deklico, pa tako naprej. Ker če si jaz želim mamico, mi ga odreže. To pa ne. Se odreče mamice in sem moralno razsoden. In potem v odraslosti med lušem pa prav, zberem prav. Deklica je pa neka stratibilna. Si ne da nič odrezati. In nivo moralnega razsojanja tega v postkonvencionalnem smislu deklica nima. Ima veliko sočutje, njeno sočutje rešuje družbo, zaradi sočutja se rešujejo krisi, sočutne te akcije, to vse furajo ženske. Super. Ampak tisto moralno razsojanje, recimo, ga pa ženska nima na tak način kot moški. Zato, ko ženski pride tilt, ko tale želja pride do izraza, to nima ročni zavor. Mislim, da je Lars von Trier nek režiser, njegov film, pa ni to Plesalka teme, ni Dogville, anarhista, kaj že. Film, kjer ženska tik pred orgazmom gleda, kako njen dojenček gre proti prepadu in ne more nehati seksati. Če bi moški to videl, takoj ustavi koitus, pa gre dojenčka. Tako je v tem filmu predstavljeno. Kar pomeni, da ženski, ko se zgodi pohota, ne more zaustaviti. In pa greš na WC in se dol daješ. Samo meni zdi, ali dejansko vsi živimo nekako v zmoti, ker ponovadi mislimo tako za moške. Ja, tudi moški smo taki, ampak moškemu ne pride na pamet, da bi prijatelj baba nategnil. Babe, mislim, ženske, tako lahko rečemo babe, ampak to ni slabšalni izraz. Ženske pa to rajca. Freud je napisal tekst težnja po ponižanju v seksualnem življenju moškega. Se pravi, moški želi delati največje perverzije, samo ne ženo. Budala, Ženska si pa to, co želi določene ženske in kar nekaj jih je po tej knjigi, ki so jo prebrale, pa po teh predstavah, ki so jo gledale, ker tam je fora, eno vprašanje, Jožica vpraša, da je mož ne psti fafat. In jaz pa tam upit hodiča, pognati z spola. Obstajajo nekateri moški, ki bi počeli perverzije, samo ne svojo ženo. Tista usta, ki ljubijo mojega otroka, ne bodo počele ne vem kaj. Moški ima ta nadjaz zaradi očeta lahko ful razvit, ženska pa nima te, ženske so, kako to misliš ponižena v seksualnem življenju. Nekateri moški to gledajo, ali pa feministke, te lezbike, muško banje straženje, moški ne, da se v seksu čuti premagano, moški tam, če si te prav boš rinuko zmešan. Ženska pa mora pri tem uživati in ženstvene ženske uživa moški moči. Določene ženske, nekaj jih je tudi opisanih, se pa čutijo v seksu premagano. Se pravi, ti tam, če si normalen, boš rinuko butli. Ona mora pa uživati. Nekatere ženske se pa čutijo tam premagane v seksu. To Majerov not v biosu. Nekaj narobe skupaj. Ampak ženska nima ideje, da je tam v seksu, ko tam na kolenu pa gor gleda, pa se ukvarja, recimo, da bi bilo to kaj poniženo. Ona to z užitkom dela. Ima pa ženska eno drugo perverzijo, ki je adekvatna, da bi moški počel največje perverzije, ampak načeloma bolj s priležnico, ljubico, eno prodajalko ljubezni, ne pa toliko svojo ženo, po 20 letih, tam v začetni fazi že mogoče. Ženska ima pa, recimo, pa perverzijo, da bi se dol dala stipom od svoje najboljše prijateljice, ali pa s fotom. Ful užitek naraste, ker je to prepovedano. In te zgodbe, mislim, jaz to s Freuda vem, te zgodbe so mi pa opisane. Zato, recimo, Leon Nederal je rekel v tem prvem enem intervjuju, da je nemogoče, da sem si jaz to zmislil. Kako ti pade na pamet, da sem jaz to pa 20 kliničnih, 1500 kliničnih primerov, 20 let, kot da bi si jaz to zmislil. Rekel, tako kot opisuješ
željo po penisu, to moški ne more, to samo ženska ve, kakšna je. Itak, če sem 15 let penis in ženska želja, anketne vprašalnike od lezbik, aseksualk do hiperseksualk, zdaj to, da bi kak psihiater to kaj tazga vprašal, ali pa ginekolog, ali pa psihoterapeut, to ne obstaja. Jaz ne vem to, kako bi rekel, pretegne, ne, in se nisem pretegne, jaz sem tako pametni, da nimam niti placa za vlastne korenine. Da točno v to zgodbo drezam, ker Freud je rekel, da temelj človekove duševnosti je seksualnost, se pravi, psihoanaliza je nastala, ker je Freud želel vedeti, kako ženska uživa, Dark Side of the Moon, what does woman want, kaj si ženska želi, hoče. Jaz pa pol to direkt vprašam, ni seksualni samo otrok je seksualna zelo širok način. Recimo Freud pa ni govoril tisto, kar pa jaz govorim, ne? Kako se pa zdaj pa ti alfa samci, ali pa tudi te, veliko kakšne malo bolj nebrzdane, da ne rečem podivjane kobile, obnašajo v seksu, kako to nebrzdano seksajo. In to te uradne osebe, top menedžeri, župani, poslanci, kako se to žgeja, v WC-jih, v parlamentu, kjerkoli, sam da pride. O tem Freud ni nič govoril, jaz pa o tem govorim. In me ne marajo ne levi, ne desni. Torej, to so te zgodbe, ki jih piše življenje, bi lahko rekli. Ampak, zdaj mogoče eno tako širše vprašanje. Vse to, kar ste povedali, če bi morali danes iskreno odgovoriti. Kaj po vašem mnenju glavni razlog, da so ljudje danes tako nesrečni? Kljub temu, da mogoče se pogovarjamo, si povemo svoje strasti, želje. Pustimo zdaj politiko, pa zakaj smo nesrečni zaradi politike, pa ne vem. No, to definitivno pustimo. Ampak zakon, to je, ne boj, mesarsko klanje. To moja soigralka prav, ne, da sva polizala tist marmelado, cel sod marmelade sva polizala, spod je pa drek, ne. Pa jaz rečem, jedi govna, tako ko si. Se pravi, narava spolne želje je taka, da si eni in istega objekta želje ne moramo strastno želeti celo življenje. Ne, se želja skrha. Mislim, seks tam, še slab seks je v študentskih letih ali pa v srednji šoli je še tisti dober, ne. Še slab seks. Potem pa postane želja zahtevna. Določene želje, ki se izpolnijo, zgubijo status želje. Želja ima status še več, še bolj, po Lacanu. In ne moramo mi pretiravati s to željo v nedogled, v tem eni točki, veliko je seks z enim isto žensko, pa z enim istim objektom želje, ali pa z enim istim moškim, recimo za žensko, je monoton. Če je bilo 10.000 enot užitka, ne vem, pri 30 ali pa pri 55 letih, pri 50 letih 10.000 enot ti na 500 enot pride. Ne? Razen so izjeme. In kaj zdaj dvignem nivo užitka v seksu, če objekt želje zamenjaš? Kako rekel, vulgarno rečeno, če babo zamenjaš, ne? Ali pa če se en drug moški znajde. Se želja lahko bolj obnaša intenzivno, ampak te pa vest peče. Potem je pa lahko količina neugodja za pečenja vesti, recimo, ker varaš, imaš slab občutek, je pa neugodje toliko intenzivno, da ne počneš nekaj, kar je tudi v neskladu s kategoričnim imperativom, v smislu... Torej, vi ne zagovarjate monogamije? Tu dobene isto babasko smem. Ne, jaz razlagam, jaz sem že svetoval parim tle noter v knjigi, da bo preživela, ker je imela raka, delala samomor, na antidepresivih 200 kg se je izredila, sem kot gospa ljubimca si najte. Zato, ker tip je pač 2 otroka že dost velika, tip se je lotil na 3 mesece za 3 minute. Potem pa hčerka 20-letna je povedala, mamica, to 2 ure traja. Rekla, tele imaš igračko, pa je dala tiste, ko imam je Skunta Kinte, pa Nikola Jokić, si da dam. Igračko je dala hčerka mamici, ker je to 3 minute trajalo na 3 mesece, ona se pa 5-krat na dan. Tip je čisto aseksualni, mogoče celo biseksualc, latentni gej. Pa so moški bolj, pa tam Bog ne pusti, pa na ženski, pa tako, da poteši 3 minute.
ženski se bo zmešali, delala samomor, bila je v polju pol leta, gospa ljubimca si najde. Ženska je pa še vero upočila. Bog ne pusti. Jezus, zdaj sila zidole, pa te dopovedati to. Jaz ohranjam ljudem življenje, tako da je malo prijetno. Mislim, jaz razlagam stvari in mi ne moramo biti načeloma zvesti do groba oziroma zvesti. Smo lahko, ker je to polno načelo, sorry, ga bom povedal, fuk brez muki utopija, fuk je luš muka, pa pol pride za pečene vesti, vse se ti zalomi. Mi ne delamo, ker to ni prav. Skušnjavo imamo. In nekateri to naredijo, nekateri pa ne naredijo. Ne naredijo tisti, recimo, moški, ki ima šibek nadjaz, pa ima slep odnos z lastno mamo. Da ga je mama zanemarjala, potem je imel pa staro mamo rajši. Ali pa varuške je imel rajši. Imel 2 varuški. Meni okrogli mizi feministk, uspešnih žensk, je rekla, jaz delam kariero sicer, ampak čez vikende se pa jaz posvečam otroku, ko pa čez teden, ima pa varuška, eno zjutraj, eno popoldne. Gospa direktorca, 2 ljubice bo imel, poleg žene, 2 bo imel. Zato, ker ima 2 varuški, rajko ter vas, ker vas ima na obroke sam za vikend. Se pravi, paradigma varanja se naseli v otroka, dečko ali deklico, skozi otroštvo. Deklica, ki ni imela očeta, pa da je imela druge moške like, pa tam en oči, pa drug oči, pa ta ljubimec, pa on ljubimec. To je izredno težko biti, rekel, naglihan na avtocesti, ker je skozi neke odcepi, so neke bližnice in te zanese, imajo turbulence, si že na stran poti. Ženska pa nadjaz ga tudi ni in ženska, ki ima veliko moških tipov rada, recimo pa ločitev, pa pride oči in pol, ima 2 moška rada, očeta biološkega in še novega očima. Ima skozi 2 moška tam v peci, ali pa se z 2 bolj daje, ali pa da ima detka raje, očeta pa še detka, ljubimca 20 let starejšega boš imela. Ne? Se pravi, paradigma varanja je naseljena tako rekoč v vse, zaradi zgodbe z otroštva, kjer smo otroci. Jaz sem imel mamico, pa je bila pa tam stara mama, pa sosedova deklica. Ne, zdaj pa jaz tako introspekcijo ali pa autoanalitično čuječe smo zelo razvito in jaz te moje misli motrim in glej ga šmenta, meni se otroštvo ful poklaplja. Ali pa če dobim, recimo, en moj kolega je rekel, jaz imam skozi 3 ljubice. Potem pa 3 sestre. Ja, kako pa veš? Ja, 3 ljubice, 3 sestre, plus še punco, ki si bolj mame. Tako da, ker imamo ljudje kot otroci radi več likov, pomembnih drugih, nasprotnega spola, smo obsojeni na idejo varanja, ker se seks skrha. Objekt želje zgubi intenzivno željo. Pa se pa dol dajo, ne vem, pride za 40. rojstni dan, mu pripeljejo tam eno, prodajalko ljubezni, on se dol da, to so mu čist zasukne. Prej vsek žensko je, ženo je 500 enot, pa mu dajo pa ljubico 10.000 enot, pa ne umrataš. Pa vedete, kako politika, kako so tam neumni. To imam te skratke. Pustimo to politiko, ampak jaz bi se raje vrnila v otroštvo, tudi v knjigi se velikokrat vračate v otroštvo, tudi zdaj ste omenili, da se dejansko vse tam začne, ampak ali obstaja en tipičen vzorec iz otroštva, ki ga vidite vedno znova in znova pri odraslih ženskah? Tisti, ki k nem prihajajo. Največkrat pridejo ženske, ker te ženske upajo povedati, da imajo problem. Ded se ga ne pije, pa misli, da je rešil. Ženska na tem se zjoka, tu skozi tiste robce kupuješ, tu skozi joka. Moški, če se zjoka, tu nimaš kaj joka. Skratka, jaz ugotavljam, da ima ženska, če ima ženska slab odnos z lastnim očetom, če ga sovraži, ali pa če ga ni bilo, tu je vse narobe z možem. Mož je dežurni krivec za čisto vse. Ga jebe v glavo, zato ker je foter delal take ekscese. Se pravi, paradigma je pač ta, da otrok čustvuje do nasproti spolnega starša in to paradigmo prenese potem v zakonsko partnersko zvezo, deklica s neporavnanimi računi z lastnim očetom pokazira dežurni krivec imenovan mož in te jebe za prazen nič. Ti se pa seveda braniš in pa ti bad guy, v resnici pa žena je esencialni moment kreganja, moški se pa brani in potem ima tudi grehe. Ampak ni to tako, da bi vedno bila 2 kriva,
Po mojih izkušnjah je vedno eden kriv, da drug pa pizdarje počne refleksno. Ne, zdaj, ali je ženska ali moški? Ker moški, ki ima zamero do lastne mame, to bo tepu ženo oziroma jebo jo v glavo, ni da ni, je udaril za prazen nič, najdu idejo varanja v telefonu, bo sam dobila neodgovoren klič, kdo te nakliče? Ker je bila mama slaba, se potem izživlja na svojo ženo. Razvija lahko tudi patološki Otelov sindrom, ki ga noter opisujem skozi eno žensko, mislim, da je Lena. To je norela nad moža. Sam zaradi tega, ker je oče naredil, ko je bila deklica, eno neznosno stvar, jo je zapuščal, pa tako naprej šel v tujino in celo družino, sestra se odpeljal v tujino, ona je pa se učila slovenski jezik pa v slovenski šoli. To ima tako Otelov sindrom, to je patološko ljubosumje. Se pravi, nastalo je vse v otroštvu, vsem nastane patologija v otroštvu in potem se moramo pogovarjati, pridi do uvida, jaz načeloma to delam še s hipnozo, zato ker nimam ljubezni do zaslužka, kar imajo psihoterapeuti, ja, to bo pa treba na 2 leti hoditi. Jaz probam na odru zaslužiti, probam pa ženski pomagati, tako da enkrat pride, pa naredim v 3 urah s hipnozo vse, najdem jedrni moment, utrdim uvid in potem se mora spremeniti. Ne? Ali pa še na telefoni kaj posnamem, da si doma vrti, zato da prešpam, da ne bom zdaj jaz naročil ženske, zato ker rabim jaz hočem druge zaslužiti. Se pravi, ti, ki proučujejo serijske morilce. Vem, da vidim kolegico novinarko, ki se s tem ukvarja, serijski morilci vsi nastanejo do 6. leta, so moški, ki ubijajo ženske zaradi mame. Podsotni oče, načeloma, ali pa kastriran, recimo invalid, en od teh serijskih morilcev je bil brez nog. In je deček razvil patološko jezo do mame in potem je ubijal ženske. Njegova zvest nič ni vedela. To so serijski morilci, mi smo pa isti načeloma. Se pravi, jaz se imam za tistega srečneža, ki je imel zelo normalno otroštvo. Se pravi, smo ljubečo mamo, kaznovalnega očeta, čutim, kaj je moralno prav, in tista mama me je kovala v zvezde, za fotra sem bil car, imel sem še nekaj talente, imam močno samozavest, moralno razsodnost, ego večko vesolje in tako je tudi z mojimi sinovi načeloma. Drugi pa nimajo tega privilegija. Imajo pa primarno družino disfunkcionalno. In tisto patologijo iz primarne družine preslikajo partnerski odnos in potem vse narobe rada. In na terapiji je treba predelovati, če pride moški, zamero, ki je kot otrok gojil do mamice, pa deklica, ki je vsa razštelana, kaj je bilo zdaj z očetom, tudi z mamo. In zdaj bom na tole vprašanje zaključil, bom rekel takole. Mi, ko furamo odnos, recimo ženska, ona na svoj hard disk posname odnos, ki je imela deklica do svojega očeta. Če je foter zajebil, bo težko se znašla z možem, z moškim. Mora fejst delati na sebi, priti do uvida, do spoznanja, da se paradigma vrača, da ne bo dežurnega krivca moža jebala za prazen nič v glavo. Se pravi, odnos deklica oče, potem pa ta odnos gre v hard disk, v BIOS. Potem gre pa še odnos, ki ga je gledala deklica, kako sta očka in mamica funkcionirala. In njun odnos gre v kloniranje s tistim odnosom deklica oče, pa odnosom mamica mošnje oče, se pravi. In pa gre to v klon, se sklonira in po tem diktatu nezavedno ženska fura odnos z moškim. Seveda pri moškim je pa isto. In potem, ko se mi kregamo, jaz moram to vse življenjepise pregledati, vidim disfunkcionalno eno družino, drugo družino in potem ugotovim, da ima recimo ženska ful disfunkcionalno, moški pa ful normalno. V enem trenutku je pa moški poudaril to žensko. Jaz norim, žensk, lepota se ne tepe. Pa ugotovim, da ga je pa mamica tam pa tudi udarila, ampak vse narobe je pa ženo, pa paradigmo, ki je ona preslikala v partnerskih odnosih. Se pravi, moža moram inštruirati, pa mu par stvari povedati, terapirati moram pa žensko. In pa revež hod zraven, zato da ženska misli, da se oba terapirata, v bistvu pa moram terapirati žensko, da popravi software, pride do vida, moža pa inštruirati. Pa neč govoriti, da je ona tukaj vida hota za nje, ne pa za vas. Ali pa obratno.
Ok, sem zdaj tukaj razumsko povedal. Zelo dobro. In tukaj se dejansko tudi dotaknemo nečesa, kar verjetno velja za vse nas. Zdi se, da pogosto mislimo, jaz pa ne bom kot moja mama ali moj oče. Ampak ravno potem se to zgodi, oziroma zakaj prihaja do tega, da smo na koncu isti kot starši? Identifikacija je načeloma nezavedna. Zdaj, sorry, da spet tele mojemu Mikeca popeljal. Če bi rekel, mislim, da se boste danes morali še sej, posebej pogovoriti. Malo sem povedal, da bom, ker je to poučno. Jaz sem bil na poroki, sem rekel, pa sem ful zadovoljen, žena je biser. Sem še neko zgodbo s to njegovo ženo povedal, ampak... Ne, jo bom zdaj povedal. Jaz sem imel govor na njegovi poroki in na 2-3 leta prej mi je rekla njegova Patricija, zdaj je žena. Ko bo ta ona dva imela otroka, pa če bo otrok sin, če bom pomagal vzgajati, da bo tukaj uredil človek, kar je moj nik. Več od tega. Ni. Torej vam je uspelo, hočete. Ja, ampak njemu sem pa rekel, lej, Patricija je ful super, če bi rad vedel, kakšna bo Patricija čez 20 let, tam imaš taščo. Tašča pa njen, pa njegov tasta pa tudi ful uredil. Tako da ima tlakovano vse normalno, čeprav se je treba matrati. Mi se matramo in smo skupaj, dobro poslušajte, ker je to moralno pravo. Zato, da ne zajebamo otroke. Če je dec ful psihopat, se ne bo dal sterapirati, se boš ločiti. Včasih je ločitev neizbežna. Sicer se pa trudimo in smo skupaj zaradi otrok, ker najbolj ranjeni so tisti, katerih starši se ločijo. Tiste jaz pol terapiram pri 20, 30, 50 letih. Ali pa pri 70. Imam zgodbo 70-letnice. Ne vem, kako se je zakodiral. Prišla k meni, da je vsak dan na možem grobu, ki je že 10 let mrtev, in mu prižiga svečko in se mu opravičuje, ker ga celo življenje vara. Se rekel, zdaj tule, te je gor tam v tistih nebesih, ali kje že, v grobi ga ni, kot ne rabite neč tam tja hoditi. Glejte, jaz sem rekel, gospa, to je pa že malo otroče, ko se zdaj, ko ste ga pa varali, ja malo. Sem rekel, to vse babe delajo, ne? Tiste, ki pa ne, mislim vse. Si pa to želijo, se zgodi zdrs, ne pa pijanost, pa noč ima svojo moč, se zgodi. Ne? Ja, a moški pa ne. Ne, se moram zagovarjati ženske. Tale knjiga je knjiga o ženski seksualnosti, vedno so moški zraven. Lezbične primere sem mogel umakniti, ker je bila knjiga predebela. Še 10 lezbičnih primerov sem vam dal. Ja, sorry, za lažnik je rekel. No, ta ženska stara 70 let, si rekel, gospa, to je nenormalno, da vi se opravičujete možu za varanje izpred 20 let, če ti že 10 let mrtev. Ja, ne morem. Si rekel, dajmo mi dva je tvoje otroštvo. Dajte vi meni eno seksualno pizdarjo, ki ste jo pa takrat počeli. Ja, ločene starši smo imeli, pa je pa mamica enega ljubimca pripeljala očima in sem se z njim dol dajala 5 let. To so primeri, ne? Ženska stara 70 let. Ne more živeti zaradi tega, ker ne more, da ga je varala moža. Pa niste zdaj edini, nobene bo drama z tega dela, ampak kaj sem prišel do česa? Da je ona kot 13-letnica bila žrtev pedofila in ta pedofil se je lotil te pastorke in sta se od 13. do 18. leta dol dajala in je imela vest, ki je pekla, ker je mama varala z njenim ljubimcem. To je Angelina Jolie tudi delala. Pri 15 letih je ljubimca svoje mam spevala. To je Jerry Springer, gledajte. Ali pa Cheaters, Dallas, Joey Greco. Ali pa Phil, kaj je že, Dr. Phil. Se mislim, da ne rabimo iti daleč, da je že v Sloveniji veliko tega. To se dogaja v Sloveniji in ženska, ko je spoznala, da je bila žrtev pedofila, si kako pa tisti, ki je počel? A je bilo kaj lušno? A se doživljalo orgazem? Skozi, večkrat. Že je dec star, 45, 13-letna punco je tam onegavljal. Jaz, če bi živel, ga jaz šel za jajcem jaz. Je že umrl. Ampak paradigma, travme, ker to travma, to je spolna zloraba, čeprav ni nič trpela. Moralni maček je bil tukaj močen, da se je uveljavljal, ki je pa varala moža. To je ena od teh zgodb noter. Ful je poučna, nisem šel v detalje, kaj je zdaj ta pedofil delal, ampak
punca pri 13 letih je uživala, pri 70 letih tega ni predelala, ker ni vedela, da se mora o tem pogovarjati. In midva sva prišla do vida, dal še hipnozo, dopovedal sem, da je bila žrtev, pač celo logiko mojo uveljavila. Hvala. Zdaj pa nimam več te trbence, da govorim vsak dan tisto svečo, pa molim, pa se pogovarjam s tem grobom. Skratka. Našla je svoj mir, ampak kaj pa mi, ko gre za varanje, kaj bi rekli, je to posledica slabega odnosa ali dejansko je to nekaj, kar človek nosi v sebi? Glede, zdaj ta poligamija. Mi smo imeli kot otroci veliko ženskih likov radi. Ob mamici so bile varuške, babica, ena, druga, tete, sestre. On tip je 3 ljubice imel, 3 sestre imel. Jaz sem ugotovil, ko špekuliral, sem res imel 3 sestre, so se igrali starejše. Imel 3 ljubice, ker sem v paradigma vrnil. In vsi imamo, se pravi, teoretsko se ne bi varalo, če ima deček. Celo otroštvo, kot tam v enem igluju živeli, na Ljaski ali tam gor nek, in bi imel mamico, pa tam neke brate, v prvih 10 let, recimo, ključnih, pa tam neko sestrico dobil. Skozi je bila mamica in potem so šli pa tam v širšo skupnost, pa več iglujev, pa prišel do ene ženske in tisto ena imel in sam jo imel. In tudi na kraj pameti ni preskočilo, da bi kaj imel, da bi varal ženo, ker imel ekskluzivno dober odnos z lastno mamo. Prišel je enkrat en kmen, ni v tej knjigi, je rekel, jaz sem žena še kar rad, pa me vara. Mislim, varala ga je, jaz sem to popravil, žena je bila spolno zlorabljena, vse sem to zrihtel in tip mi je hotel spomenik postaviti, ker pa se je pa začela dol dajati, ko v Porniči, prej je bila pa vsa zadrta, pa ročne zavore. Je rekel, zdaj gre, kam je že šel, v toplice za 14 dni. Je rekel, jim to ko misliš to? Zdaj jaz moram biti malo vegan. Je rekel, to si kam cele dneve drko. Si rekel, kako imate pa v fantaziji? Ženo. Si rekel, ženo imate? Si rekel, tukaj tazga še nisem slišal. Zdaj je bil 50 let, pa ženo je imel v fantaziji. Sorry, tip je imel ful dober odnos z lastno mamo in tisto ženo je imel v fantaziji, ko jo ni bilo, je desnica Šakič bila, pa Levanka Rukič, on pa babu ne. Pa 2 otroka sta imela, ne? Obstajajo tudi srečne zgodbe. Sam da povem, ne? Mislim, zdaj, kada je pri njemu trbola baba lepa, je lepa ko presica. Ta je bila pa grda ko presica. To, ko si jo videl, smisel, kurva, kako si lahko tako želi, če absolutno ni bila lepa. Ampak je bilo lastno zgodbo s svojo mamo, se tista ženska, ki mu je rodila 2 otroka, ful lepa zdela, imel je red tako kot deček svojo mamo. In on je pa razvijal ročne spretnosti, če ni bilo žene, in jo dal ženo v fantazijo. Jaz to 1 na 100. Ker pri 50 letih težko si daš eni isti objekt želje, imaš 10.000 seksov, vsaki eni isti, zdaj pa gledaš tam Porniče, pa tam tajnica se ti tam nastavlja, ali pa ko pa vem, neka soseda. In to zajebam, da si ne daš to noter. Zato, ker narava spolna želja taka. Ti kar smej se. Narava spolna želja je taka, da si ne moramo istega objekta želeti. Če imamo pa dober odnos z nasproti spolnim staršem, se pravi deklica z očetom, deček z mamico, pa če je močen nadjaz. Moški načeloma imamo močen nadjaz. In te vest pečem, tudi hidravlika ti crkne. So šli na kurve, pa so rekli, ko mi ni vstal. So rekel, fot pripet čestitati, odi pa kompleks pravilno razrešil. Ja, pa sem tako želja, bila to klepa. Ja, veste pekla, imaš 3 otroke doma, pa baba, ki te ima rada, ti greš pa na kurve. Jaz pa nisem mogel verjeti, mi ni vstal. Zato, ker imam močen nadjaz. Ženska pa nima tle problema, oni ni treba neč ostati. Ona da noge na raz in pa si goli pa košta volje. Sorry. Malo tako povem, da malo zapeče na to glavo. Sam je, pije vodo malo to. Ja, sej, ampak velikokrat pa ljudje potisnemo kakšne stvari na stran in ko govorite o travmah, kot ste že v bistvu sami rekli, velikokrat rečemo, sej moje otroštvo pa ni bilo tako slavno, ampak kje se začnejo oziroma kako ugotovimo za neke vzroke, kaj delamo narobe, torej da nekaj iz preteklosti še vedno vpliva na nas? Duševnost je tako narejena, da negativne
traumatične, neljube dogodke odstranimo s potlačitvijo. In potem ljudje mislijo, da smo imeli super otroštvo. In potem se pa jaz pogovarjam, pa dam neke projektivne tehnike, dam nekaj za narisati. Drevo, recimo, ne. In potem tam vidim grčo, zlomljeno vejo, ljubje. Pa si rekel, pa tako drevo ne mezi, da bi tako bilo, ne. Si rekel, vi, po moji percepciji, tole, kar ste mi narisali, imate ful težko otroštvo. Ne. Sicer se pa sploh ne spomnim, do 5. 6. leta, prej se nič ne spomnim, pa si rekel, če vi nimate spomina, pa ste skozi trpeli. Ker zdaj tole moje otroci spomnijo, ki so, ne, v jasli bili, vsaj tale tim, ne vem, tale, ne, se spomnijo čisto vsega. Pa super, jaz se tudi zelo veliko spomnim, ne. Obstajajo pa taki, nima spomina do 6. leta. Si rekel, to ste pa vi trpeli. Ja ne, jaz mislim, sem imela kar v redu otroštvo. Pa jaz hipnozo začnem iskati, pa odzipavam. Mislim, odzipavam pa zato, da jaz bi ne dirala lava, dok spava, ne. Zato, ker je vse razštelano tukaj sedaj. Pa jaz se čakajte malo, vi ste me zajebali otroštvo. Ne vem, jaz mislim, sem imela srečnega, tam gledam fotke, spomnim se nič, si rekel tretje, vi ste vse potlačili, če ste brez spomina. In pa, kjer moram popraviti eno zgodbo, ki jo ima recimo z moškimi ali pa o seksualnosti, ne, jaz moram tam videti, kdaj so se kaj zdravnike šli, ne, pri kom je tole prvič videla, da obstaja nekaj, kar ona nima, pa kdaj se to po koncu postavil, kdaj je porniče gledala, ne. To zdaj, te generacije, ko bo zdaj porniče prehitro gledali, to bo vse tako zblojen, da si ne upam razmišljati. Kaj se bo zgodilo z generacijami, ki imajo dostop do pornografije? Nekontrolirano. Nazadnje sem imel enega, to je, ne bom povedal, ker pač prej vprašam, če lahko povem. Tole ne povedal, ampak otrok 10 let star mi ga pripeljajo, to je delo ene stvari, si rekel, gledaj, tam malo, kje si pa porniče gledal? Ne, smo malo to zablondirano vse. Nima dostopa do računalnika, telefon ima plombo. Si rekel, ne me zdaj učiti, ko stoji, tam malo je zdaj dela. Jaz sem na tvoji strani, zdaj te bom obvaroval muke, sam ti mi moraš povedati, kje si ti porniče gledal. No, očite na telefonu. Fotor je bil pa tale zraven, si rekel, lete, ste videli? In na hard disk smo čisto zjebali, mislim, to je počel stvari, ki 10 let ne počne, zato ker je imel dostop do porničev. Saj ta ne bi nič vedel, recimo, pol, da so bili porniči ključni. Recimo, zdaj imam eno žensko, vse narobe, in pol, če razlagam vse živo, pa min grede, ker ni imela sploh problemov s seksualnosti, ampak imela druge probleme. Pa slučajno vprašam, da ste pa kje porniče gledali. Ja, oči presnemava moja risanka, pa svoje porniče gor dal. Pa sem pa jaz risanka gleda, pa kar naenkrat so na akciji bili. Vse se začne doma. Ja. Pol je pa ona se žgečkala, ne, tam reče na odru. Masturbila do orgazma pri 4 letih, ker pri 4 pa do 6 letih gledala porniče. To je, zdaj pa jaz drugače razumem zgodbo. Gledanje porničev je spolna zloraba. Ali pa spolna vzgoja prehitra je spolna zloraba. Tam na Hrvaškem udno na vlaku dajo, se pravi kondom, da tizga. Mislim, takle kot tale, ona pa ta mala gor to deva in pol ona tukaj, da tu sebe dobila. Pa to je travmo not naredi. Spolna vzgoja ne sme biti prehitra. Mora biti to hlapna kontracepcija, zanositev, menstruacija. Tam gre po ene detalje, kam to paše, da to zraste. Ta mala tukaj, kam bo pa to šlo, to je za cvre možganje, spolna zloraba. Sam zaradi spolne vzgoja, ki je, rekel, neki levi anarhični lobiji, radi, bi kar v vrtce pa v šole že to dali, pa bi kar učili otroke, pa da se lahko tudi ljubčkajo moški med sabo, pa ženske med sabo, pa da so fantje lahko tudi punčke, pa zakaj se pa ne bi fantje lakirali pa ličili, ne? Zato, ker je ličenje ima simbolno strukturo. Ustnice rdeče so simbol prekrvavenih spodnjih ustnic, ne more deci žnagle barvati, ne? Ali pa krempe ne rdeče, ne? Ali pa štikle nosi, ne? Mislim, vse lepo imate nohte, tiste, ki imate rdeče. Buhvar črne mete. Kaj pomenijo? Rdeče nohti je znamenje, rdeča barva znamenje pohode. Ustnice rdeče so znamenje prekrvavljenosti spodnjih ustnic.
teoretsko govorim. Pa fajn je, če je ženska. Dolgi lasje, pa blond, pa tako naprej. Štikli. Mislim, zdaj to štikli, seveda so to želja po organu, ki ženski na telesu manjka. Mislim, jaz sem strgoval, levičan. Kot da bi meril. Ja, ne, ali pa boš kako če zakončiš. In pa ona prav, kako je on lahko ve nekaj o meni, kar še sama ne vem. Ja, zato, ker jaz vem, kaj ima v nezavednem. Psihoanaliza je privilegiran diskurs do nezavednega. Mi teoretsko vemo o ženski želji. Saj nismo ženske, načeloma sem pa žensko željo jaz tako intenzivno ukvarjam, da vem, da ženska, ki ni zamašena, to rata depresivna pa žlehti. Ja, a je tako? No, ampak če smo že pri tem, pri ženskah, pohota, vse, kako pa izbrati pravega moškega potem takem? Zajebanje. Dva moja sta oddana. Bi se strinjala, ja? Zato, ker ni več pravih moških. Jaz sem zdaj se izpostavil, pa kolega Aljuš tudi, sem šla med mlade, ki so konzervativni. In sem rekel, vi ženske ste ful v neprijetnem položaju, zato, ker ni več pravih moških. A tam neki metroseksualci, tam ga povohaš, diši, depilira se, mislim, pa še joka. Kje nimaš kaj joka, dec? Solza je moške, je kastracija. Joka, ki se mi lučka dreza, nimaš kaj joka. Zdaj se moč govoriti. In ni več pravih moških. Ženska pa, če ima očeta zaluli buca, tam enega jajčkota, si bo una jajčkota nezavedno zbrala. Oni tisti bleferi na sivih oslih jo bojo rajcali. Ona ne bo vedela, kdo je alfa same, če je fotor tam kastriran. In zato ženske, ki imate svoje alfa samce, tudi če je tam pa tam budast, ga je treba rehabilitirati. Oči ima žute minute, drugače pa drv redu. Se je treba lagati. Zato, da tamala tipa normalnega si zbrala, če pa mama rekla, lekak butli, to je fotor. A tamala bo butla domov prepeljala. Ne, ja, tako to je. Nezavedna logika je v ozadju. Nezavedno, kar pomeni, da mi sploh ne vemo, zakaj je ženskam določeni tipi moški so všeč. Čeprav moški pač vidi lepoto, gotov si. Zdaj tole jaz večkrat rečem, tole mamico njegova vedno bila najlepša. Tu ima nič, ampak ki moja mama podobna ni bila. Mi iz gimnazije bila, to je to, jaz sem to pa največji car, jaz sem to dobil. Jaz nisem dobil ne lepoto. Moški mora biti car, hudičo rep, spuliti, biti prvi bog, se pravi, ko fascinira žensko, da moraš biti junak, zmagovalec, prvak, lahko zgrd ko smrt, pa jo dobiš lepotico. Ker žensko fascinira očetova dejanja. In mora tam tistega očeta kot pozitiven lik, ženska deklica biti deležna in mora biti car, in mamica mora lagati, tudi kadar je malo čuden, je zdaj malo čuden obdobje, ampak drugače pa v redu, da ima red le, koliko je dober. Zato, da bo tamala tipa ta pravega zbrala. Če pa mamica jebe pa z gnojnico polija svojega očeta, tamala jo bojo rajca in lik bleferi na sivem oslu. Ne bo vedel, kdo je alfa samec. Ne moški pa vidimo lepoto, gotovi smo. Zato, ko imamo pač lepo mlado mamico in nam so mlade lepe babo všeč. Tako je soda, pa imaš moralno razsodnost, pa se ne pustiš, pa mižiš, pa nič ne gledaš. Pride kakva lepa, biš bil stran. Zato, ker vas ne umrataš. No, zdaj pa še malo o vašem pristopu, ki smo ga danes tukaj kar precej zaznali. Se vam kdaj zgodi, da ljudje na vašo iskrenost reagirajo z odporom, ali pa ljudje ravno to najbolj potrebujejo? Kaj je? Ena ženska je rekla, ko sem prišla noč, sem gledala, kaj je kluka. Če bo prehudo, bom zbežala. A ste zaključili? Ne, mislim, res je rekla ena, pa ful, dihala je skot, koliko ve. Mislim pa še dekolte, sem rekel, zakaj imate pa tak dekolte, sploh ne vem, kam pogledam. Vse za to, sem bil kot kameleon, malo gor, malo dol. Mislim, tudi jaz nisem bil celibate, pa sem ful moralno razsoden, pa nevaden, pa tako naprej. In ženska je mislila, da se je tudi predstavo gledala in v njej mislila, da mi takoj vprašal, če ga rada fafa. Jaz sploh nisem to vprašal, ker ni bilo to bistveno, je bilo čez neka druga zgodba. Ampak ona je rekla, ko sem jaz prišla noter, jaz sem mislila, da ste vi
pol hudiča. Ve, da se nekaj veste več kot drugi, ampak če bo pa prehudo, sem pa gledala, kje lahko zbežala. Ja, mislim, kaj bi že vprašanje? A se vas dejansko bojijo, ne? Ne, imajo odpore. Ena je rekla, da noče k meni hoditi, da me sovraži, sem zato imam prav. Ja, boš pa trpela še naprej. Pridi k meni pa ti povedal, zakaj se gre. Torej, ljudje si ne upamo priznati, nočemo slišati. Ne, ljudje imajo tudi odpor. Ja. Se pravi, tisto, kar je resnično res, nočeš, da je res, imaš odpor do tega. In si racionaliziraš, da vsi drugi so krivi, sami jaz ne. V resnici pa potreba servirati, gospa, gledajte, niste imeli očeta in zdaj imate decma predolge nohte, črna za nohtam, na glas diha, pa direktno smrdi. Vse narobe z možem, ne? V resnici pa nima na hard disku sploh očeta posnetka, pa vse prevali, gospa, mož si v poprečen butel, tak smo vsi, špic narobe zaužent. Z vami je problem. Sebe. In ta odpor, da ni res, da je ona kriva, mora čez to, in jaz sem pa izredno iskren. Če ste k meni prišli, ne bom jaz 2 let ven tam cuzu, denar, čez 2 let vam pa povedal nekaj, kar vam zdaj lahko povem. Jaz takoj povem, odpor do resnice neutraliziram tako, da s hipnozo utrdim uvid, spoznanje, če je sugestibilno, pa če dovoli, da jo hipnotiziram. In potem to preskočim tudi fazo tega transferja, ker v psihoanalizi se ve od Freuda naprej, da se potrpežljivo čaka, da se pacientka zaljubi v svojega psihoterapeuta, pa on trdi promjeno na mozgu. Jozef Breuer je še vsako nategnil, pa Karl Gustav Jung tudi. Nevarna metoda, gledajte. To najbolj, recimo, se jaz bojim, da ampak pride... vi ne prakticirate tega? Ne, samo ko pride pleboj zajčica, pa se tikala, Jožkama pa, mislim, silikone. Se ne pustim niti tikati. Pa terapevtski objem. Ne, jaz se ne objevam. Jaz pri Ruglu smo se pa objemali. Ja, Ruglih je še nategnil, ne 3-4. Če ne vete. Zdaj je že 20 let mrtev, Rugli je še svoje pacientke. Pa so pa k meni prišli. S travmami, verjetno. Ne s travmami. Ona je ležala na dušo, travma so z otroštva. Ampak ima en greh, ona je klecija, tam mi svetuje, toliko starega deca, pa ne smeš imeti, ti si 35 let stara, on pa 65. To pa res ne, on ga je treba odfugati, se reče. In ona to naredi, a on leti 75 let star in se škate dol 2 let. Mislim, to je bil, mene so imeli, da sem Rugljevec, Rugljevec je Andrej Peko in ful dober dela, ker ima še vereno, in Rugl je pomagal velik družinam. Sam je bil pa tip pa tudi pokvarjen, nekaj pa za sebe vzel. Zato, ker se pričakuje, da se po določenem dolgotrajnem terapiranju se pacientka zaljubi v svojega psihoterapeuta. In on ne sme tega tabuja ancestra, se pravi, ne smeš podleči kontratransferju. Večina teh psihoterapevtskih seminarjev je tema kontratransfer. Ker tudi mi nismo, nisem celibater, nisem gej, ona je pa lepa, nisem pa tam bi se tikala. Sem rekel, tu ne bova, pa razglaša, da se bomo njega poročila. To je izredno naporno in moraš biti močen, ker veliko teh psihoterapevtskih, se ločijo in se svojo pacientko poroči. V Ameriki izgubiš licenco, pri nam ne glih. Pa še tako, jaz terapiram brez licence. Če bi imel licence, ne bi ne znal, to bi imel pravi možgane. Jaz sem doktorata odrekel, zato da vem tisto, kar vem. Psihoterapevtski zakon je tudi tak, kakršen je, zato ker sem se jaz tukaj angažiral, da ne sme biti kemija pa psihiatri na prvem mestu, da morajo biti psihoterapeuti z licencami. Sam jaz se bojim slabih psihoterapevtov z licenco. Jaz sem pa brez licence. Pa sem jaz glasoval za ta zakon, ki je proti psihiatrom pa za psihoterapijo, za psihoterapeute. In sam sebi recimo bi preprečil zdaj terapiranje. Sam jaz bom kršil zakon in delal, kar je prav, ker ljudje pridejo k meni, če me vi ne rešite, me ne bo noben. In jaz kršim zakon, pa naredim tisto, kar je prav. Temu se reče postkonvencionalno moralno razsojanje. No, veliko ljudi ste že rešili. Kaj pa bi nam svetovali, da naredimo
prvi korak, da začnemo spreminjati neke vzorce, da začnemo drugače razumeti, oziroma, ja, da se spremenimo dejansko. Glejte, občutki, ki vas motijo, zaradi katerega vi doživljate, ne vi osebno, ampak ljudje doživljajo neka neugodja, neka čustvovanja se jim zapletejo, pridejo na vzkriž v partnerskem odnosu, zalomi se jo družina, otroci trpijo. Treba se vprašati, kaj takega v mojem otroštvu je, v ozadju, v mojem nezavednem, da sem jaz nekompatibilen z žensko, ki jo imam rad, a neprestano se pa z njo kregam. Ja, s svojo mamo sem se skozi kregal. Ko pa če to paradigmo preslikava. In lahko nekdo z delom na sebi spozna, da se prepira, tako kot se je mama s fotrom prepirala, pa tako kot se je deček s svojo mamo prepiral in on se prepira s svojo ženo. Ona pa, zakaj se mi dva skozi kregala? Ja, še si ti taka. Kako to rešimo? Z uvidom, oziroma z delom na sebi. Da si priznamo. Tudi, recimo, tudi branje te knjige. Ful veliko je takih poučnih primerov in človek lahko tudi z neko bralno terapijo ali pa gledanjem podcastov. Razni močni podcasti, ampak so tudi slabi, tudi šarlatani neke veliko nebuloze tam širijo. In ko mi spoznamo, da v bistvu skopiramo nekaj patološkega svoje primarne družine, se nam občutki spremenijo, predrugačijo, ne pozdravijo, pozdravijo ni to prav izraz, predrugačijo in kar naenkrat se nam pa pol odnos zboljša. Samo ponovadi ni dober, ni dosti, da eden dela. Lahko da se drug posledično normalizira, recimo moški, ki postane normalen, če žena neha nergati. Sam to nerganje je pa lahko posledica tega, ker je skopirala mamo, ki je skozi nergala do svojega moža. Pa skozi jo, ne vem, ali pa tudi mož, torej oče, je to ta malo skozi neki jebo v glavu. Bab se ni mogel upreti, ali je pojel vso frustracijo do žene, hčerka dobila. In hčerka, ko to skonta, pride do vila, spozna, kar nekaj so umili do moža in pa še seks zlaufa. Mož pa tudi neha biti popadljiv, če ima dovolj dobro družino, če ima pa on zamero do mame, posta pa kompatibilna. Ker bi še tole rekel, ko je Rugel umrl, 10. obletnica Rugljeve smrti je bila, ali koliko že, to ni bo vedel, ki je bil tudi Rugljevec. Tam v hotelu Lev smo se dobili, pa je bila tam ena Štefok, je bila koterapeutka Rugljeva, tudi Zagrebčanka, in rekla, a je bila to Sanja Rozman, Štefok, se ni važno, da si mi ena od teh dveh žensk, da se ženske zbirajo moškega samo zato, da bo obračunala z očetom na moža. Se pravi, nezavedno oče je bil zelo slab, grehov poln in ta mala ima ful zamero do očeta. In ona nezavedno najde tipa, na katerem se bo ona pucala. In bo je bila moža v glavo samo zaradi očeta. In tale ena od teh terapeutk, kot terapeutk Rugljevih je rekla, da si nezavedno ženske načrtno to zbirajo, da poravnava račune z lastnim očetom in uničuje zakon in njeme tega svojega moža. On je pa zdaj kompatibilen, se brani ali pa odpeke ta stran. Pa si najde libidinalno terapeutko za dušo in telo, da sploh lahko preživi, če ima ta skupaj otroke. Ampak ni čistko. V fazi zaljubljenosti ženska vid dobrega očeta se zracionalizira, seks je božanski, postane zamaščena, potešena in spregleda, pa tudi mož je meden in spregleda neke hibe. Ko pa nora zaljubljenost mine, se pa njej patologija do slabega očeta uveljavi in ta dežurni krivec mož začne kasirati. Ker naenkrat je narobe stisnil korodont. Ali pa ni vode potrebno, da prav cajt. Nohte ima predolge, na glas diha, drek mu smrdi, vse je narobe z njim. Zato, ker se negativni oče, potlačitev negativna očeta se je uveljavila po 5-6 letih, ko faza zaljubljenosti mine, seks postane monoton in potem začne točiti slabi oče in pol ožgi poseboma po možu. To so nezavedni procesi in ženska, recimo zdaj konkretno rečem ženska, se mora tega ozavestiti. In potem kar naenkrat vidi moža drugače, pa še seks zlaufa. Pa obratno tudi možno, pa vi zdaj nam en klicu, če me lahko pokliče, pa ne predelal zamera do lastne mame, se pa izživlja nad ženo, pa tepejo. Si korejo, sam še enkrat tole, vi imate zamero do mame, ne morate vi ženo, dva otroka rodi tekst.
Vse vem. Ja, vi morate suvereno spoznati in pol pa spoznani, zdaj te pa 2 leti k meni hodili, ne, jaz sem ga hipnotiziral in smo noter ugraviral, da ima zamero do mame, da je ženo nič narobe. Vmes sem pa še žena dobil, da bi še drugo plat medalje povedala. Skratka, danes smo slišali veliko zanimivih stvari, tudi nasvetov, tudi marsikateri zgodb iz knjige. Ampak komu pa bi predvsem priporočali to knjigo? Kaj bi rekli, kdo bi pa moral res prebrati to knjigo? nazadnje sem rekel vsi, zdaj pa rečem čisto vsi. Mislim, plus 18, tu otroci ne smejo brati. Ampak načeloma to je ful poučno. Jaz bi rekel, da to huni strokovnjaki, ne, ki se grejo dolgotrajne terapije. Oni, mislim, če bo to prebrali, bojo videli, da terapirajo zato, da niso reveži. Jaz terapiram, ker imam imperativ pomagati ljudem čim prej, da ne bodo trpeli. Ljudje lahko preberejo, spoznajo in rečejo, aha, kot bi mene opazoval oziroma opisoval. In pojo pa vsebina knjige tako zadane, pa vse jaz isto počnem svojemu možu. Jebem ga za prazen nič. On je pa ves normalen do mene. Ja, ko imam pa jaz doma, ja to pa to tle opisuje. Ha, in bralna terapija, kar je imel Rugl, kar ima Perko, tudi moje knjige in Rugl in Perko so imeli, recimo tolo so mogli vsi prebrati. To je ful težka, FDV bi mogel to imeti, vsi programi bi mogli imeti. Če človek spozna skozi bralno terapijo, da je zaznovan z otroštvom, da je v resnici imel pa disfunkcionalno primarno družino, se pravi, tako rekoč težko otroštvo, da je kar neki travm imel, mogoče tudi takih, ki se jih ne spomni, ali pa če mi seks mi ne zlaufa, kot če sem bila spolno zlorabljena, se nič ne spomnim. Ja, pa pri razdevičenju tudi nisem krvavela, kot če je to že kdo prej pri meni naredil. No, sploh ne morem narazen dati. Ginekologu ne morem, ne, eno od teh primerov je tle noter. Sam ta je po drugi logiki k meni prišla, ampak jaz sem prosil, če mi ta, o kateri zdaj govorim, dovoli, da to napišem. In mi je dovolila. In nekdo, ki ima podobno zgodbo, recimo, da so šli zdravnike, da recimo so šli kako pretiravanje teh igranja zdravnikov. Ko to preberejo, pa rečejo, pa jaz na tak način ne morem seksati, kot je tlele opisano, tlele pa piše, da je bila spolno zlorabljena s hipnozo. Kaj če bi šla jaz to malo predelati? Se pravi, načeloma je to ful zanimivo, to babe reče, to je boljš kot pornič. To se tako zrajtam, da moški to ne morejo nehati brati. Tako je to zanimivo. Skratka, čisto si. In če bi slučajno kdo red, ne boste verjeli, je založnik prinesel 2 paketa, koliko še. Dam tudi avtogram. In seveda posebno posvetilo, ne? Tudi. Ampak še prej, preden začnemo mogoče s knjigami, da si ogledajo v živo še kakšno vprašanje iz publike. Gordana. Roman, mene pa zanima, torej, v tej knjigi so resnične zgodbe pacijent, oziroma, kako jim ti rečeš? Klientke, stranke, tu niso pacijentke. In ni nič vezano s to tvojo predstavo, ni to neka zabavna literatura. To je tragično. To je ful poučno. Jaz sem scenarij za Razočarano gospodinjo pri seksologu delal iz teh primerov. Ampak sem to zapakiral v ful všečno in poučno, zelo poučno. Samo mora biti človek malo pripravljen, da predstavo gleda. Pridite v Odisejo 9. 500 sedežev Frej, to je zelo že Natonika. Ne, tisto je poučno, všečno, komično, se za nasmejati, pa še tako bom rekel, rekord je 6-krat gledati. 6-krat, 3-krat, 5-krat. 4 soigralke so, tudi isto soigralko so 2-krat, 3-krat že gledali. Rekord je 6-krat. En pride zanč k meni, sem bil že 3-krat na njej. Čistko. Skratka, tole, to ni za smejati. Mislim, to lahko se nasmeješ. In pol, to, ki je bil dobro v seksu, in pol ti me vprašal, če se mi lahko poserje na glavo, posrat na faco. Se ne moreš drugega, da bi se režil, ne? Ali pa zlomil si je kurca. Si ga tudi zlomil, kaj v kosti v polini, tuf pa si ga zlomil. Mislim, je tudi malo zasmejati, ampak ni toliko zasmejati. To je vse res, kjer misel, pa večina imam soglasje. Ful zakodiran.
Ene 3-4 so umrli, tako da tistih pa nisem mogel. Pa drugi del bo mogoče napisal, pa še lezbične primere noter dal. Skratka, to ni smešno, je pa zanimivo ful, to, mislim, zdaj, ko bom zdaj, nekdo, ki to prebral, mora reči, pejte to brati. Mora zdaj, da so v svoji knjigi reči, to, vsi morate, ker cena je pa malo, mislim, tako je draga, Požarja knjiga, koliko je 29 €, moja pa 33,99. Samo danes, ker bo pa bo sam za 30. Skratka, on je smešno poučno, to je pa tragično, pa ful tudi poučno, tudi za stroko. Ampak te klienti so v bistvu, kaj razen teh, ko so umrli, že recimo, So mi dovolili. To ja, ampak a so v bistvu s to terapijo dosegali tisto, kar so želeli? Nekateri so, nekateri niso, v nekaterih pa nimam povratne informacije. Nekaterim sem jaz nam rešil življenje, ker je drugačen način, da je lažje živeti. Včasih nekaterim zgolj z nasveti, nekaterim sem pa serviral vid, ga utrdil s hipnozo, pa mogoče še to je, ta a priorni transfer. Ker zdaj jaz se tukaj izpostavljam po teh, medijih, tele 100 faktorjev sem imela za Ljušen, tudi Akos je že cenzura, pa dvakrat sem bil v policijo, pa tako naprej, ful reklamo, ampak ljudje, ko gredo to gledati, oni vejo, da se jaz ne hecam. Če pridejo psihiatri k meni poznanje, če hodijo psihologi k meni, če hodijo zdravniki k meni, ne pa k psihiatru, če vejo, da kemija ni tista, ki mora intervenirati v sinapse. Mi sploh ne vemo, kako tableta, ki rečejo zdravilo, ni to zdravilo, blažilec simptomov. Tableta gre v milijardni sistem sinaps. Mi moramo intervenirati v sinaptični sistem z uvidom, s poznanjem. In ker imam jaz ta status subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, ker se tukaj suvereno kurčim po teh medijih, kurčim sem rekel, ker enkrat v slovenske novice so mi napisali, lulčim. Nisi me obogal. Ja, lulčim se pa res ne. Ok, jaz se kurčim znanjem in tako suvereno znam predavati, da pustim promeno na mozgu, jaz predavam, tudi konference odpovedujejo, ker sem tudi močen, pa imam najvišje ocene in hočejo med mene na predavanju in pa ideološko te kontaminirani Boris Vezjak, Vodebni bo predal defektologom, pedagogom. Cela konferenca so odpove. A ljudje pridejo na konferenco, da mene slišajo. Skratka, jaz sem ta status nekoga, ki nekaj ve. In s tem statusom se jaz enkrat pogovarjam in delam promeno na mozgu. Ljudje meni to verjamejo, ker vejo, da ne blefiram. Jaz nisem tam zato, da mi služim. Služim jaz na predstavi. Včasih tudi pro bono, spolne zlorabe, recimo najstnice to bruhajo, motnje hranjene. Kaj to računal? Koliko sem pa dolžna? Nič. Res ne. Pa, kje pa ti se zredila, psihiatri? V enem tednu Horovano se hodim pogovarjati, pa da jo glavo dol, me vsi poznajo, ker sem psihoterapevtski zakon sesul. Skratka, ta karizmatični status imam in ljudje, ko k meni pridejo, tudi če jaz rečem, eni sem rekel, ne. Je rekla, vi ste meni najbolj pomagali s tem, da ste mi rekli, da nisem nora. Ženska pa sploh ni bila pa ne v polju, v Begunjah. In so dali tam ene diagnoze, tablete, mlada dama, vi ste čisto normalni. Jaj, to sem hotela slišati, tam so mi pa kar dali etiketo, da imam bipolarno motnjo, meni osebnostno motnjo, vsi ko nič od tega nimate. In pa čez par dni, sam to sem hotela slišati, da sem jaz normalna, zdaj normalno živim. Tam je pa kar pride v polje že 3 diagnoze. Zato imam ta karizmatični status, zato se tudi čas malo bolj kurčim, sorry. Ok, Goran, sem tole zdaj nekaj povedal, tam je vzadje, še eno ima. Se bo še eno dala, pa... Skozi govoriš o tej želji, seksualni želji. A je seks potreba ali želja? To je absurdno vprašanje. Sem rekel oboje, zato ker to sta dva različna koncepta. Jaz imam veliko potrebo, malo potrebo, pa izrazito potrebo, Uranjek, fotopapi imajo pa posebno potrebo. Veš, zakaj smo to vprašali? Zato, ker na sodišču velikokrat padajo stvari, ker se pogovarjamo o tem, da je imel
storilec pod trebom, zadovoljeval pod trebo, a ne? V bistvu gre pa za željo, ki Za nezavedno željo, ki je sklenjena v frustraciji. Lacanov koncept želje je tak pa tak. Freud je govoril o vračanju, Freud recimo ni govoril nič o ljubezni, ampak o libidinalni ekonomiji. Se pravi, čustovanje, ki ga ima deček do svoje mame, uveljavi v čustovanju žensko in pol je zaljubljen, ker dojenček se zaljubil prvič svojo mamo in paradigmo zaljubljenja, vid lepa baba, si zaljubljen na prvi pogled. Se ti uveljavi paradigma in si zaljubljen. Zaljubljenost je norost, psihoza. Nisi normalen več, če si zaljubljen. Zadetost od dobrega seksa pri 40-50 letih, to ni zaljubljenost. Urška ni neč zaljubljena. Bolj Zuljan tudi ne. Niti Golob, za Tino Gabra pa ne reče. Tako mi gre, da poznate te zgodbe. Fuj so zadeti en z drugim. Zdaj hočemo vedeti še več. En z drugim zadeti, ampak recimo, jaz nikoli ne uporabljam termina ljubezen. Ljubezen se da pod narekovaje. Koncept želje pa potrebe hotenja. To so različni registri. Jaz razložim, da v nezavednem obstaja fundament, na katerem uskrije željo. A ta, ko pa ne ve, zakaj se gre, pa reče, imam potrebo. Malo, veliko, izredito, posebno, fotopap. To recimo na odru, to ful razložim. Bravo. Mi nekaj zašmel glav. Skratka, ljudje se ne znajdejo. Jaz sem bil 2krat na sodišču, večkrat sem bil. Huna tam dol, zaradi Tadeja Oblak, sorry. To si jaz 3 ure razlagal, pa meni rekla, ja, vi pa vse gledate skozi seks. Vsi ko, gospoda, vi nič ne vete, jaz vem, da je vse je seks. Seks pod narekovaji. Seksualna zgodba je v ozadju, vi ne veste nič. Mene pa obtežujete, da jaz vse gledam skozi seks. Vi absolutno nič ne štekate, zato me take neumnosti sprašujete. 3 ure vam razlagam, vi še kar nič ne veste. Vi morate meni 1000 evrov plačati, gospa sodnica, se vi v Novem mestu. To, ko vam pa v Trbolah, Katarina Keček, mislim, to, Kitajska, to je celovečerni film posnel. Ker takih absurdov je še tam videl nisem. Ne dobim pa kartoteke, tako da mogo, ne vem, komu mogo zdaj, da bi pa to razložil jaz, ker jaz imam znanje, pridem tja in brn mi ne verjame. Jaz sem pa tam, rekel, jaz lahko psihiatrom razlagam. Jaz ga lahko na kjerkoli kongres v tujini, na Harvardu razložiti vse. Mislim, sorry, mama me ne rada, imam velike ego, sem to tudi tako mislim. Ampak mogoče še kakšno vprašanje. Vse tega, sorry, šmaj se. Trno vzad, Evo, povejte. Jaz sem pa glih eno mogoče nenavadno vprašanje. Kako je lahko prišlo skozi obdobje do kolektivnega institucionalnega celibata? Kolektivnega? Celibat. Se ni celibat, uradno je, to se žgejo kot verime. Zato hočem povedati, kako lahko tako krijejo, pa karkoli drugo. Duhovnik je vskočil, je en od poglavij. Tisto najboljše poglavje mi pa ženska ni pustila, da to objavim. Te se žgejo kot, sorry, pa če so pa verni, ne tam pa celibat. Če si ti normalen, mislim, pravoslavci nimajo celibata. Celibat je nenormalen. Glejte, tle v zadju še sociologija imovine, dedovanja, ker vernica pa duhovnik, če ste gledali Richard Chamberlain pa Maggie, kako se ona zaljublja v avtoriteto, pripoveda in to je največji užitek. Pa kar naenkrat ni bila več 10, 12, 13, je bila pa kar 18. To si zadeto, sploh ne ve, zakaj se gre. Mislim, pa celibateri recimo bežijo pred ženskami. To je elegantno umik pred gejev, pred ženskami in Vatikan mrgoli gejev. Rdeči čeveljci, pri unem papežu pa teh, to so organi isto, tako pa ženske. Sam nimajo štikla. Sorry, rdeči čeveljce ima papež, to je penis, sorry. Ja ne pa... No, ampak če že govorimo o ženskah, kaj pa pri moških zbodijo rdeči čevlji? Pri Pedrih, sorry, pri gejih so vse sem penis. Ja, kaj pa pri pravih moških? Pri pravih moških se pa kurče gre pa v fitness, je pa vedno kronično premajhno. To ima pa avto, 10 metrskega. Jaz imam Cliota. Nekateri imajo dobre avtomobili. Sumoborci so ogromni, ker imajo radi ogromnost, ker šteje samo ena mišica. Za moške to tisto, in to je vse nezavedno. Ta mišica je tam dole. Denar, moški ima dajajoče genitalije. To moraš zeakulirati,
ona ti ga pa posrka noter, denar. Ima simbolno strukturo, ne samo analno, tudi denar, tudi falično, ne. Moški mora ejakulirajoče genitalije, moški mora z denarjem zalagati žensko željo, ona ima sprejemajoče genitalije. Evo, to je simbolno, realno na nezavedni ravni. Pa se pa zgodi, ne, celibat, to pa poruši čisto vse, se pa ne skrivaj dol dajo, pa pride, ko je že tale mozaik, Rupnik ali ko je že bil, ne, ni mogel brzdati, pa on je nuna privabil, Bog to želi, ne, to si racionalizira, to laže pa prast, sam da jo dobi, ker to pa ruši, ne, ker tudi te duhovniki so imeli mamo in načeloma, če niso geji, če so heteroseksualni, pa proba na ženskah, ženska pa ne moreš glih, pa na deklicah to probajo. Pa pedofilija, ki imam tam noter tudi, ne. Skratka, celibat je nenormalen, nenaraven, Cerkev ga je tudi mogoče upeljala zaradi dedovanja, pa zaradi latentne homoseksualnosti, da se elegantno lahko umakne od ženske. In pa smo pa moški, ne, pa celibat. To je veliko tega, to je nek špekulativni moment, ki tega imate vprašati, če GPT vam bo vse razložil, ne, sam se ne da to dokazati. Pa to je bilo, ne vem, 1000 let nazaj, ko se je celibat upeljal. Se ni to od vsega, Bog se ga ni izmislil, definitivno ne. Ali kdo že ta, Kristus še manj. Skratka, a je še kdo kaj, ko bi vprašal? Evo. Vprašanje, kar mrgolijo. To teorijo naprej razgleda, glede pedofilov, to me zanima, pa kako je pa potem pri incestu? Incest, recimo, je popolna odsotnost moralne razsodnosti. Za fricna. Si jaz takoj rekel, da je brez fotra bil. Kako pa veste, kje ste pa dobili ta podatek? Jer svoje hčerke si ti ne moreš želeti. Razen, če nisi Odipovega kompleksa, da ga nisem razrešil, kar pomeni, nisem imel fotra. In sem rekel, ta ni imel fotra. Poglej ga Šminta Fric in pove, da je od prvega leta sta z mamico nagnala očeta, do 15. leta je spal z mamo in razvijal ročne spretnosti z mamo. To ni bil sam Fric, imam take pri nas, kot to delajo. Mamic, vse ni važno. Se pravi, tabu incesta je stvar Odipovega kompleksa. Ti si lastne mame, ne moreš želeti ne sestre. Jaz sem bil vojnik tam, JLA, 82 leta, moja sestra je ful, baje dobra mrha. Jaz ni variante, da to vidim, je lepa. Vojniki, šta imaš dobro seku, šta bi radi. Jaz gledam tisto svojo sestro, pa je bila tako formalno, ampak te ne bila lepa, ker se tabu incesta skozi pravilno razrešen Odipov kompleks razrešil. Zdaj, bolj da ne povem, kje je v telih mojih mamice, ko je on doživel, so mislili, da je sestra njegova, ker je čist mamic podobno. Ali pa starejšemu Timu, so rekli, ko je tvoja mami lepa, dobra mrha. So ji rekel, sem se stepil. Pa sem pa rekel, veš, kakaj se pa tebi ti, se sploh ne vidim tako. Bravo, fotka, Odipov kompleks si razrešil pri svojih otrocih. Se pravi, ne možeš ti videti, ali pa sestrična. Ali pa moja mat sprašuje glih tega mojega, kakaj pa kaj je sestrična, a je lepa, kje boš sestrično lepo videl? Ne moreš, ker si pravilno razrešil Odipov kompleks. Zato mora tam oče biti, tudi če je gutl, mora tam biti, da pravilno razrešiš Odipov kompleks, ponotraniš moralne norme in da se ti krvno sorodstvo nasproti spolno ne dopade. Tlej Freud moči in ga hočejo te feministke LGBT prepovedati. Alenka Zupačič šla na Dunaj in so rekli, ne smeš govoriti od Freuda, pa ne bom predavala. Mimo Freuda se ne da. Pa ti Freud je zastarel. Ni zastarel, Freud je večni. A sem zdaj kaj povedal? Pedofilija se tudi deduje. Tisti otroci, ki so deležni sami, recimo dečki, deček postane gej predvsem zaradi mame, ki se jo boji, deček se ne sme bati mamice, ker lahko postane gej. Mamice ne kaznovati svojih sinov, kaznovati mora oče. Ne smete dopustiti, da je preveč jezen, se ne morate, da ne bi včas, ampak raj, da otrok ne sme biti jezen na svojo mamico. Če je pretirano jezen, če se jo boji, če ga še tepe, postane gej. Tole nisem imel.
te 1500 primerov v zadnjih 20 letih uradnih, to je veliko gejev k meni pride, nekaj vsi pravijo, ti si homofob. Kje bom homofob, če geje terapiram? Pa ne zato, ker so geji, ampak zato, ker imajo hard disk zjeban zaradi primarne družine pa odnosa z lastno mamo in morajo to predelovati. In gej ga Ali šminka... ste kakšnega geja tudi spreobrnili? Ne, pa spreobrnil, sam da nisem ga pozdravil. Ja. Pa nisem jaz ga nisem terapiral, da bi ga spreobrnil. Jaz sem enim rekel, po Edipu kompleksu imate pa dobro razrešen, imate spolno zlorabo, ampak glede, na tem fundamentu bi vi lahko zgradili željo do žensk. Pa pride čez 5 let, a veste, da si jaz zdaj pa malo ženske želim. Pa si to sem vam ne povedal. Ker je imel Edipu kompleks normalen, bil je pa spolno zlorabe in to v krogu dečkov, na cesti, na ulici. In midva sta vse to predelala in kar nekaj zaradi teh predelav je on, spolna želja se nam začela obračati, spolna identiteta, pa tako naprej. Homoseksualnost ni bolezen, ne? Ampak določene tipe homoseksualnosti oziroma biseksualnosti se da sterapirati, če je Edipo kompleks tak pa tak, ne, pa gledaš, če je bila spolna zloraba in če je bila spolna zloraba recimo homoseksualne narave, ali pa če je bil deček deležen prijetne spolne zlorabe, se pravi ne agresivne, ampak tako, da bi ga recimo, bom rekel spet, duhovnik na prijeten način preleseči, bi rekel, nadmudri, pa se ona dva igrata, pa žgečkata, pa duhovnik reče, leko, ki pa to fajn, dej ti probi, na cukrček, pa tako naprej, in jih na prijeten način spolno zlorabijo in on je bil otrok, zdaj duhovnik, lahko je odrasel, kak, vse ni važno. Imamo duhovnika v to zgodbo namreč, zato mi to pali noter, ne pa delati stereotipo, da so vsi duhovniki taki, niso. Ne, in je ti postal pedofil, ker je bil tudi on spolno zloraben. Se pravi, spolna zloraba, pedofilija se deduje. Se pravi, ima neko jedro, ki je lahko ravno spolna zloraba, ki je deček, bodoči pedofil, sam doživel. In pa je tudi on pedofil. Ne. Protokolov pedofilijo je več, ne. Se pravi, jaz imam enega pedofila. Ne bom povedal, ko je zdaj ena foha. Ful se spozna na psihoanalizo. Prišel k meni, ni prišel k psihologi. In on je postal gej zaradi jezne mame, ki ga je kaznovala, ki ga je tepla, je postal gej. Ampak njegov oče je bil pa psihopat. Se pravi, odraslih moških se ne želi, ker je njegov oče bil psihopat in se je zatekal, varno objekt želje so bili pa dečki. On je imel vse naštudiran s fantki. Se ko če jaz zvem, da greste vi slučajno kdaj na otroka, grem jaz prvi na policijo. Ne, to se raje ubije. Bil je toliko zverziran, da je vedel, da bo uničil otrokom življenje, če se jih bo pedofilsko lotil. Bom kar povedal, bil je psiholog. Ne? Pa ne sem psiholog, še več imel teh fakultet. In je vedel, prišel k meni in je nastal zato, ker je mamica ga tepa, je postal gej, foter bil pa psihopat in varno objekt želje so bili otroci. To je jedno, pa ni ta opisan tle noter, ne. Tako da te pedofili so ful zapleteni, vedno je protokol. Vse, kar mi v odraslosti smo po diktatu otroštva. Po načelu otrok je oče odraslega človeka. Se pravi, vsi serijski morilci nastanejo v otroštvu do 6. leta, moški ubijajo ženske zaradi mame, pa navadno odsotni oče. Pedofili vsi nastanejo v otroštvu. To so te zakonitosti, ki se jih da razbrati, če kdo to ne tako površno prebere, ampak kar, rekel, pazljivo bere. Še kdo mogoče. Mislim, da bo dovolj. Hvala za res iskren in zanimiv pogovor. Knjiga, o kateri smo danes govorili, odpira teme, o katerih pogosto raje molčimo in ravno zato je vredna branja. Hvala tudi vam za pozornost, zdaj pa je čas, da še malo sami poklepetate z novinarje bom podaril, če bi pa kdo to kupil, boste pa cenej dobili za 30 €, pa moram dati tam, bo mojca. Sicer sem pa tudi jaz zahvaljujem, da ste bili pozorni, zdaj imamo tudi malo viskija še tam. Ja, zdaj se gremo malo podružiti, pa še kakšno rečemo. Lahko nas samo povprašati. Roman bo tukaj na voljo za pogovor. In seveda